To je za večino dobra novica, ne? Glede na to, da pademo po tisto mejo 120, in v takem primeru mi našim strankam in vsem ostalim svetujemo, da vzamejo denar. Če težava nastane, kadar smo v oni drugi skupini, ki imamo nad 120 evrov, ker takrat ne moramo izbirati in takrat smo obsojeni na delnice. Običajno mi temu rečemo, da bo izgubil veliko energije, časa, pa tudi nekaj denarja. Namreč, če moramo odpreti trgovalni račun, to nekaj stane, seveda ponudniki neke akcije organizirajo, ampak težava je predvsem v tem, da teh delnic ne bomo dobili še, oziroma ne bomo mogli z njimi trgovati še kakšno leto, še dobro leto. In tudi potem, ko bojo uvrščene na Ljubljansko borzo, je vprašanje, kakšna bo njihova cena in kako likvidna bo ta delnica. Lahko pričakujemo, da bo večina hotela takoj ob začetku prodati. Ne si predstavljate, da pride kar naenkrat veliko tistih, ki hočejo prodati delnice, in ki so jih dobili tako rekoč zastonj, in seveda bo cena temu primerna. Najboljši nasvet je ta, da v tem trenutku ne naredi ničesar. To pomeni, da počaka na razplet situacije. Se pravi, delnice naj pusti tam, ki so, na KDD-ju, in jih naj ne prenaša na svoj trgovalni račun. Potem, ko bojo delnice enkrat kotirale, ko bomo videli, kako se bo ta zgodba razvijala, kako bo sploh Vzajemna poslovala, takrat imamo še vedno možnost jih vzeti, prodati ali pa celo dokupiti. Če bo Vzajemna dobra družba, bojo nekateri sigurno to dokupovali. Kar pa seveda malim vlagateljem kupovanje posameznih delnic vedno odsvetujemo. Ja, verjetno bo to možno, zagotovo bo to možno prek borze, sem pa skoraj prepričan v slovensko iznajdljivost, da bojo nekateri poskušali ne samo od babice, od dedku, od žene, ampak tudi od koga drugega odkupiti te papirje, in potem na tak način pridobiti večji delež v posamezni družbi. Težava, ki se pri tem pojavlja, je to, da do tega sploh ne bi smeli priti. Mislim, da je bila popolnoma zgrešena poteza, da so nam, kako ne rečem, upravičencem razdeljevali te majhne denarje. Bistveno bolj enostavno bi bila recimo rešitev, da bi, se vlada odločila tako, sprejela zakon in ta denar, ki bi ga mogli dobiti zdaj izplačan, upoštevala kot plačilo, zdravstvenega prispevka, ki ga moramo plačevati, in tako naprej. Ja, to se zgodi, če je tak zakon sprejet, ki nekje moraš potegniti mejo. To je jasno, ampak že v osnovi je ta rešitev napačna. Če je bila namenjena temu, da dobimo neke dele premije nazaj od Vzajemne, bi lahko to na drugačen način reševali. Če je bila namenjena temu, da spodbudimo kapitalski trg, bomo s tem verjetno samo povzročili veliko bolečine, z izgube energije, časa posameznikom, in tudi zaslužek, ki bo od tega prišel, bo večinoma ostal v rokah finančne industrije, ker ona bo seveda pobrala tiste provizije, ob prodaji, nakupu, odpiranju trgovalnega računa, in seveda zraven, potem si predstavljate starejši ljudje, ki do zdaj niso imeli nobene delnice, nimajo odprtega trgovalnega računa, bojo mogli to narediti osebno je dražje kot digitalno, ko bojo prišli osebno in bojo tam še prodajali kakšne druge storitve, Konec koncev, še enkrat poudarjam, da imetje posamezne delnice za posameznika, sploh v zneskih, ki so 200-300 evrov, nima nobenega smisla.